še ena zanimivost. Vse je zanimivo. Ne, ampak v tem času, ko smo že govorili, se ni spremenil samo pač naše delo, ampak tudi naše osebno življenje. Gregi, ti si razlagal o svoji ljubezni do namiznih iger, posebej v epizodi z Elfo Chronicles. They're awesome. In takrat si omenil tudi, da imaš doma precej namiznih iger. Mislim 150 plus, ja. Bi rekel, ja, in se zgodilo. Kaj se je v tvojem življenju spremenilo, je, da si v zadnjem času naredil v svoji hiši posebej sobo namenjeno za igranje namiznih iger in celo prejel tisto mizo. Ta zgodba okoli miza, jaz sem res mislil, da je ker si eno leto razlagal, ja, to bo pa zdaj prišlo kmal, ker si jo naročil na Kickstarterju. Mislim, to je to tako smešno. Ves čas delayal. Ja. In kakšna je bila zgodba s to mizo? A resno, zdaj smo dotaknali moje gaming room sobe. Pač res me zanima, ker jaz sem mislil, da je meme in potem sem jo končno videl v živo. To je neka modularna board game miza. Gregi ni samo haluciniral o tem več mesecev. To je tisto the dream, ko si hoče vsak ustvariti svojo malo kolekcijo, malo večjo kolekcijo, veliko večjo kolekcijo, pa kam to vse postaviti, ne? Moraš nekaj dedicatati in ko sem še živel v stanovanju kot tak, je bilo vse lepo naokoli, dobesedno zida nisem več videl, ker je bilo izolirano z board gamami in škatlami od figurc in vsega. Konc koncev, res je, da sem imel eno veliko sobo, zdaj ko sem se preselil, zdaj ko sem šel v svojo tretjo fazo življenja neke vrste, ko pač, razmišljaš o hiši. Tretjo fazo, ni to, ko se upokojiš ali nekaj? Ne. To je tisto, ko si froc, ko si teenager, ko si študent, ko si pol naprej. Čak, to je potem že četvrta faza, čak, Regi. Dej povej, katere faze zdaj imaš v misli. Zdaj je board game. Si tretja, ampak... Zdaj je board game faza. Zdaj je board game faza, zdaj se tule najdem. Zdaj iščem ljudi, ki so pripravljeni cel dan vložiti v to, da bi se koncentrirali v en game, ker obstaja taki gaming, ko jih moraš 6 mesecev igrati, če bi res tisto konkretno se dobijo vsak teden. Taki campaign gaming, taki zakon gaming. In pol moraš začeti razmišljati, kam pa to postaviti, ker ponovadi si dal pol na pač jedilno mizo, samo da postaviš taki veliki game, ti že vzeme pol ure in si holy shit, jaz sem se že zmatral, samo da sem postavil kaj šele, da bi igral zadevco. Pa jedilno mizo rabiš za kaj drugega, tudi točno običajno. Tako da pol pa pospraviš in pol je pa tisti ciklus, ko, oh my god, jaz ne morem tega več čas delati. In začneš rešeširati, kaj pa te obstaja na to temo. In kaj potem najdeš? Board game mize. Dejansko obstaja. Board game mize. Ki so... Kaj je board game miza? Kaj je board game miza? Board game miza je miza, ki je specializirana za to... Zgleda kot biljard miza. Zgleda čisto biljard miza. Odvisno je, kakšno iščeš, ampak večinoma ima si tiste cup holdere, pa take, lukne so. Ja, lukne so. Tako da basically biljard miza. Biljard miza. Lahko si res predstavljaš, ker je filc na sredini, pa to pa dvigeno mora biti pri rokah, da ne, pač figurce ven padejo, pa kocke ven padejo. Pa tudi prostor rabiš, ker to je velika zadeva. In kot tak. In pa greš rešeširati, kakšni makerji obstajajo, kje se nahajajo, kak je to finta. In pa sem našel ene Grke, rough scalers, modularna miza. Jaz nisem niti razumel, kaj to pomeni modularnost. Lahko dobesedno dele vun zameš, daš nove gor. Ker če vse ostale mize imajo taki railing system. Transformer. Tako smo se prej pregovarjali o Meki. Ja, dobesedno se zloži in jo lahko zajahaš. Se eni Kickstarter prav obstajajo, ko se v kovček naredi, potem greš s tistim, potem razstaviš in kjerkoli igraš. Zakaj nimaš tega? Ker tisto je preveč na easy, fiddly. Pa predstavljam si, da ni toliko robustno. Niti približno, ker to, kaj vam je tisto pravi les, pravi trdi les, tisto Ikea, ko je vse skup stišeno, ne vem kakva zadeva. Tisto sploh ni les, to je zares nek trdo spravo zonanjost in potem je nafilano z... Dobesedno VR je, ko govorimo, da če ne prerežeš, ni realno, dokler ne prerežeš. Pač dejansko ni les Ikea. Konec konca tisto zadeva makile, tisto še železo gor, pa vse, perfektno je, neverjetno je, prostor imam, kjer postavim gor zadevo in potem
samo stojiš in samo gledaš in samo razmišljaš, kaj je tvoja naslednja poteza, kaj bi ono naredil, greš spat, se zbudiš, greš nazaj, zaigraš, narediš eno potezo. It's the best shit ever. Board game miza, board gamey, to je, ko že imaš kolekcijo, to je, ko si že prišel do točke, ko ti zmanjkuje denarja za hrano, ampak ti razmišljaš, kateri naslednji board game bi si kupil. Ne, ampak ta tvoja... Da spodoben problem, ko gre z oprema. Exactly, vsi imamo te probleme, ampak vsak ima svojega unik. Ja, vsak ima svojo ljubezen. Točno tako. Ja. Ampak je res Ljubezen od trdega lesa. Yes. Mislim, res je malo psihadelično, ko prideš v to sobo, ker je dobesedno zgleda kot trgovina z board game, ker je tako 150, res. Glej, board game škatle 5x5 same po metrov, sebi so artwork, Ja. like serious, to hočeš pokazati in to pa daš, tako imaš tam le slikco zadaj za tabo, Marko, imaš pač board game.